Danes ste pri marketingu telefonov z vseh strani bombardirani z informacijami v kameri in v številu megapikslov, ki jih ima. Zato se bova danes vprašala čisto eno osnovno vprašanje. Kva sploh naredi kamero na pametnem telefonu dobro? Kakšne lastnosti mora sploh imeti? Andraž, to je pa res čisto en simpel vprašanje, z res simpel odgovorom. iPhone mora biti. Po moje je to. Lahko zaključujem, da gremo. Ne no, zdaj se je malo zabavila. Ni tako simpel, čeprav včasih res dobiva feeling, da je en dober del folka res tako misel. Pa ne čist neupravičen, ker iPhone res naredijo dobre fotke. Ampak danes nisem tukaj, da bi začela vojno med iOS-om in Androidom. Danes hočem samo ugotoviti, kaj naredi kamera na telefonu, pač res dobro. Odgovor spet ni tako simpel. In obstaja tudi eno globoko zakorenjeno prepričanje, ki ni nujno resnično. Ostanite z nama, da stvari skupaj malo bolj poglobljeno raziščemo. To, da bomo bolj skupaj povezani, pa bo sigurno pomagal, če se naročite na tale najin kanal. Ajde, gremo. Za ta video sem se odločila, ker sva se nekako hotela vrniti nazaj k temeljem in sva se vprašala, katere so tiste funkcije, ki so pomembne za povprečnega uporabnika pri samem uporabi telefona. Da se ga odloči kupiti sploh. V tem seznamu je kar nekaj stvari. Dobra baterija, dober zaslon, dobri zvočniki, dobre kamere, dober procesor, ekosistem od telefona, od proizvajalca, pa recimo še hitro filanje. Ampak bolj, ko smo nekaj gledali ta seznam, bolj so spoznali, da je tista stvar, za katero naj večina vas, gledalk in gledalcev, sprašuje, če je na telefonu dobra, kamera. Oziroma kamere, če smo čuli. Ponovem, ja. Could you take a picture of us? Oh, of course. Večina folka hoče vedeti, da bodo kamere na njihovem naslednjem telefonu dosti dobre, da bodo posneli, ne vem, njihove otroke, hišne ljubljenčke, rekreiranje oziroma športanje. A telefon dela dosti dobre fotke, da si lahko objavil na socialnih omrežjih. Selfie kamera dosti dobra, pa easy za uporabljati, da bosta babi pa dedi znala jo uporabljati, pa se s telefonom slikati. Hecna in lušna vprašanja, ampak dajmo si priznati, da to vsi se nekako sprašujemo in dejansko nam dobre kamere veliko pomenijo. Torej, razčistili smo, da so kamere pomembne, tako da lahko gremo raziskovati naprej, kaj naredi kamera na telefonu dejansko dobre. In tukaj se pojavlja tisto globoko zakorenjeno prepričanje, o katerem sem prej govoril. Verjetno govoriš v tistem prepričanju, nek trdovraten prepričanje marsikaterega uporabnika, sploh na strani Androida, da več pikslov pomeni boljše fotke. No ja, do določene mere je to že res, samo v resnici ni čistko. Kot prvo, kaj sploh so piksli? Vsaka fotka je sestavljena iz majhnih elementov, ki se jim reče piksli. Če vzamete eno fotko, pa res komad, povečate, približate, boste opazili, da je sestavljena iz morja enih majhnih kvadratkov oziroma pikslov. Ker je teh elementov res ogromen, jih štejemo v milijonih, zato predpona mega, ker pomeni milijon pikslov. Od megapiksli. In v svetu telefonov se je zelo dolgo odvijala vojna pikslov, kar pomeni, da so proizvajalci tekmovali med sabo, kdo spravi na trg napravo z več megapiksli. 12, 48, 50, 108, 200 megapikslov, številke so šle v luft. Vse po svoje je logično, se vam ne zdi, več sličiš bolj jasna in ostra fotka, manj šuma, boljše fotke. Torej rabimo več megapikslov, a ne? Sam čez cajt se je izkazalo temu ni čistko. Ker če bi to res postavil novo vprašanje, zakaj proizvajalci, recimo Apple, toliko dolgo vztraja na senzorjih za 12 megapiksli in zakaj so uporabniki iPhone toliko dolgo hvalili, da delajo vrhunske fotke, čeprav so imeli vsaj na papirju slabše kamere z manj megapiksli. No, ker megapiksli niso edina stvar, ki odloča o tem, ali so kamere dobre ali ne. A to pomeni, da so nepomemben faktor? Ne. Daleč od tega. Več megapikslov sigurno pomeni ostrejšo fotko in posledično več detajlov pri fotkah. Ker pa vam hočem povedati je to, da se število megapikslov ogromenkrat uporablja kot neko marketinško strategijo, s katero jo probajo proizvajalci na limence pritegniti naivne potrošnike, ki večjo cifro asociirajo z boljšo stvarjo, kaj pa pri kamerah ni zmeri tako. Zato prosim, ne temu nasedati, prešparajte svoj cash. Smo se že navadili na ta marketing. Bolj pomembni so pa recimo senzorji, ki zaznavajo svetlobo. Ko uporabnik aktivira senzor, bo ta zbiral svetlobo, dokler je aktiven, pri tem pa se bodo fotoni konvertirali v električne signale, jih potem procesira slikovni signalni procesor v kameri. Fun fact, čistko, fizično največji senzor na pametnem telefonu je zaenkrat vpeljal Xiaomi, ki je imel na 12S Ultra senzorjih kosti tipa 1 inča, ki je imel 50 megapikslov. Zdaj, če je kje velikost dejansko pomembna in ne samo tehnika, to torej ni pri številu megapikslov, ampak pri velikosti senzorja. That's what she said. Ha. I don't get it.
Večji kot je senzor, več svetlobe lahko spusti skozi. Pa ne samo to, tudi sama velikost posameznega piksla oziroma oddaljenost središča enega piksla od središča drugega piksla je pomembnejša od števila megapikslov. Ta se pri telefonih meri v mikrometru. V praksi to pomeni, da so iPhoni, pa čeprav so imeli recimo samo 12 megapikslov, velik senzor, komod po kvaliteti sledili in to presegali fotke, ki so jih recimo naredili pri Samsungu z 108 megapikslov velikim objektivom. Ampak zakaj? Ja, ker ima iPhone večjo razdaljo med središči posameznih pikslov, to je pomenilo, da je senzor sprejel vase več svetlobe, to pa je pomenilo boljši dinamičen razpon na fotkah. Okay. Pa ne samo to, včasih je imel več megapikslov, ker so bili stlačeni v premehen senzor, še slabši učinek, kot pa če bi bilo manj megapikslov v mehni senzor. Razlog je bil v tem, da so bili piksli po domače rečeno preveč stlačeni skupaj in zato je začela svetloba dobesedno se prelivati iz enega piksla v drugega, kar je precej poslabšalo dinamičen razpon barv in povzročil šum na fotkah. Zdaj vas bo veliko zastrigal z ušesi in rekel, če proizvajalci nabutajo veliko pikslov v mehni senzorje, a to pomeni, da njihovi foni delajo slabše fotke kot iPhoni, ki imajo normalno število pikslov, ali pa recimo Xiaomi, ki daje velike senzorje v telefonu. In odgovor je ne. Vsem delajo vrhunske fotke, pa čeprav imajo več megapikslov natlačenih v sorazmerno mehni senzor. Kako pa je to mogoče? Z softversko magijo, ki se ji reče združevanje pikslov oziroma po angleško pixel binning. To pomeni, da proizvajalci vzamejo bližnje piksle in jih združijo tako, da se ti obnašajo kot en sam večji piksel. Najpogosteje je to trenutno zaenkrat v razmerju 4:1 ali pa 9:1, kar pomeni, da 4 ali pa 9 bližnjih pikslov sestavijo enega večjega. S tem nekako omilijo problem natlačenosti pikslov. Kaj je recimo še pomembno, če hočete imeti dobro kamero? Goriščna razdalja. Po angleško focal length. Tu gre za razdaljo med slikovnim senzorjem v telefonu oziroma na kameri in točko na leči, kjer se združi svetloba, ki se sfokusira v leči. Ja, veva, to je en kup tehničnega govoričenja, ampak najbolj važno je tukaj, da veste, da večja kot je goriščna razdalja, bolj bo subjekt povečan. Telefoto objektivi, kjer imate komaden zoom, imajo zato zelo veliko goriščno razdaljo, ki mora biti večja od 60 mm, da se objektiv smatra za telefoto objektiv. Krajša, kot je goriščna razdalja, več boste lahko zajeli objektiv in taki objektivi so recimo ultraširokokotni objektivi. Največje polje, ki ga lahko kamera zajame pri kjerkoli goriščnici, se pa imenuje vidno polje oziroma po angleško depth of field. Kot kot. Ker so telefoni omejeni z velikostjo in imajo majhne senzorje z majhnimi lečami, ki so zelo tudi blizu tem senzorjem, pametni telefoni zato lažje spravijo več stvari v ultraširokokotni objektiv. Siguren pa zato večji izziv predstavlja telefoto objektiv, ker je placa manj in goriščna razdalja brez dodatnih trikov strani proizvajalca ne more biti tako dolga. Glih iz tega razloga proizvajalci dajo na telefone teleskopske telefoto objektive, kjer uporabljajo majhna ogledalca, ki v omejenem prostoru povečajo razdaljo in ustvarijo večji optični zoom, kar tudi pomeni ostro fotko pri takem zoomu, recimo 10x na Samsung S23 Ultra. Ta je tudi veliko boljše kvalitete kot pa digitalen zoom. Zdaj vam je verjetno tudi jasno, zakaj imajo to kamer na telefonu. Ena sama preprosto ne bo zadostila vsem potrebam, ker pač to fizično ni izvedljivo. Zdaj, kako boste imeli na telefonu en sam objektiv, ki bo hkrati lahko dober telefoto in dober ultraširokokotni objektiv, če bi mogli imeti kratko in dolgo goriščnico v enem? Ja, ne gre. Zato več objektivov ne pomeni nujno, da vam hočejo proizvajalci poturiti marketinški trik, čeprav je tudi včasih to res. Pa ja, gledajo vas kitajski proizvajalci telefonov, kako ste z makroobjektivom dobiti tisto magično število kamer, res fuj v temu primeru. Se pa to pač dogaja večino v cenejših telefonih, ampak pojmo nazaj, da ne pozabimo omeniti vse to, kar sva do zdaj povedali, je ful poenostavljena razlaga, res ful, ampak hočem, da razumete vsaj neke osnove, da boste vedeli, v čem je catch, ko govorijo o vseh teh stvarih. Vrnimo se nazaj na slikoven signalni procesor, ISP oziroma Image Signal Processor, ki izvaja več nalog. Avtomatsko ravnava belo ravnovesje oziroma white balance, samodejno svetuje sliko na podlagi tega, koliko svetlobe spusti skozi senzor, ureja autofokus, zmanjšuje šum na fotkah z ostrenjem in tako naprej. Pomembna je tudi stabilizacija slike, brez nje bi bila že v najmanjšem premiku roke slika čisto zapacana, zato mora telefon znati kompenzirati gibe in tresenje prog. Obstaja pa več načinov, da se doseže stabilnost slike. Elektronsko z elektronsko stabilizacijo slike oziroma po angleško EIS, mehansko z optično stabilizacijo slike po angleško OIS ali pa s kombinacijo obeh oziroma AIS. Pri OIS je tako, da kamera kompenzira tresenje rok oziroma nezaželene gibe rok s tem, da z žiroskopom premika slikoven senzor ali pa leče. Pri EIS je tako, da telefon naknadno po zajetju fotke le to v ozadju softversko sprocesira, jo izostri in umiri.
AIS je pa kombinacija obeh in je pri pametnih telefonih še malo v povojih, jo pa najdete na Huawei-jevih telefonih. Niso pa to edini faktori. Pri hardwareu telefona je pomembna recimo tudi zaslonka, ki se izraža v F-številih. Predstavljajte si zaslonko kot varnostnika med lečo in slikovnim senzorjem. Širša kot je zaslonka, manjša je vrednost F in več svetlobe zaslonka spusti do senzorja, ter obratno. Ja, pa še to sva zdaj sam govorila samo od hardwarea, torej od strojne opreme. Druga plat je pa tudi programska oprema, ja, ki je še bolj pomembna kot strojna. Zdaj, kako je možen, da imajo telefoni več let iste senzorje, pa ves cajt delajo enak dobre fotke, če ne skozi boljše fotke? Odgovor je v računalniški fotografiji oziroma po angliški computational photography. Ta za zajemanje slik uporablja računalniške tehnike, kot so umetna inteligenca, strojno učenje, algoritmi pa še naštevala. To tehniko popravljanja zajetih podatkov iz senzorja telefona ponavadi uporablja že ob ali v sekundi po zajemu fotografije. Vsaka kamera pametnega telefona v večjem ali manjšem obsegu uporablja računalniško fotografijo. Brez nje fotke niti približno ne bi bilo na nivoju, kot so danes. In čeprav ljudje včasih rečejo, da jim je všeč, če je telefon nek slabši procesor, je ravno to najbolj pomemben del, ki omogoča, da je računalniška fotografija sprocesira fotko do max potenciala glede na hardware v telefonu. Tu gre za tisto magijo, zaradi katere lahko piksli odpacajo zapacane fotke, stranijo ljudi oziroma predmete iz okolice, naredijo luno bolj izrazito, naredijo lepše tone kože, izboljšajo HDR in pa portreten način, pa recimo tudi nočen način in še bi lahko naštevali. Ostali faktori, ki vplivajo na kvaliteto fotk, so pa še število sličic na sekundo, kar je predvsem pomembno pri videu. Potem je tu kvaliteta HDR oziroma High Dynamic Range, ki poskrbi, da recimo ne bo v ozadju za neki subjektom ni presvetlo, tako da naredi več različnih hitrih slik z različnim exposurjem in z računalniško fotografijo zruši najboljše dele posameznih slik. Tako da res vidite lahko, kakšno veliko vlogo ima ta dober procesor in s tem posledično boljša računalniška fotografija oziroma umetna inteligenca pri končnem rezultatu, ko neko stvar slikate. Zato je v zadnjih letih to toliko napredovalo. Ja. Pomemben pa je recimo tudi kodek, v katerem je recimo nekaj posneto. To je še eno. Pa hotla lahko bi naredila vsaj še 3 videe o tej stvari, kaj vse je pomembno, ko kupujete telefon, če vam je pomembna kamera, ampak že tako smo spet predolgi in sva že ful informacij zaenkrat podala v tem videu. V glavnem, da se vrnemo na začetek. A so megapixeli najbolj važna stvar na vašem telefonu? Ne. Definitivno je fan, da jih je čim več, ne pomenijo pa vse. Kako najdete kamero, ki bo najbolj primerna za vas? Najpreprosto je s tem, da dobite kakšen telefon na sposojo ali pa če vam frendi pošljajo kakšne fotke narejene z njihovimi telefoni in boste videli, kaj vam je všeč, pa ne. Pa še en nasvet. Kadar slišite, da je nek proizvajalec dal ven kakšen čist nov senzor ali pa sistem kamer, dajte počakati. Dejstvo je namreč, da se proizvajalci pri novostih v svetu kamer prvo leto ponavadi še lovijo nekako pilijo algoritme, delajo popravke, največ stržijo iz kamere in se ne zgodi redko, da smo mi, uporabniki, včasih kar malo tesni žajčki, se tako potem bodisi ali upoštevajo ali pa ne upoštevajo naših pripomb. Tako da včasih se nam splača, da še kakšen let ali pa 2 dodatno obdržite svoj telefon, kakor pa da kuj navalite na novega, pa ste pol razočarani nad kvaliteto fotk. Verjemite, od marsikoga sva že slišala, ko je šel najnovejši telefon, kupiti pa na začetku ni bila čisto taka kvaliteta kamer, kakor je pričakoval. Ja, če prišla so do konca tega videa, spet je bil malo daljši, ampak upamo, da je bil tudi poučen, pa ste se nekaj naučili. Zares, še enkrat, določene stvari sva na ful enostaven način povedali, da jih bo širša publika zastopala. Upam, da se nisva kaj motila. Če pa hočete vedeti še kakšne podrobnosti, se obrnete na dodatne videe ali pa članke, lahko nam tudi postavite komentarje v vprašanju spodaj v komentarjih. Video se danes poslavljava od vas in se kmalu tudi vidimo v naslednjem videu. Čau!